Spomladi, ko se temperature dvignejo nad ničlo, ko zgine sneg, se pravi v času, ko je že prijetno zunaj delati na soncu, se lotimo obrazovanja sadnega drevja. Hruške so med prvimi na vrsti, posebno mogoče kakšna prav stara drevesa, taka mlajša drevesa pa potem mogoče malo počakamo in obrezujemo nekje konec februarja, v začetku marca, odvisno seveda od vremena. Najprej si drevo dobro pogledamo in pogledamo, kje ima cvetne brste, koliko je cvetnih brstov in temu prilagodimo jakost rezi. Leta 2018 je bilo izjemno rodno leto, ker smo imeli prej 2 leti pozebo in je bilo ogromno pridelka, tako da v letošnjem letu prav iščemo, kje so cvetni brsti, ker je pač vso hrano so pobrali plodovi in zaradi tega je zmanjkalo hrane za nastanek novih cvetnih brstov, vendar vedno jih nekaj je in moramo zaradi tega tudi res jakost rasti prilagoditi temu in puščati čim več cvetnih brstov, da bomo imeli nekaj rodnosti. Najprej pa seveda se lotimo tako imenovanih vodnih pogankov oziroma bohotivk in izrežemo te v notranjosti drevesa, da se nam potem lepo oblikuje krošnja in da potem vidimo, kje bomo potem nadaljevali z razjo. Bohotivke oziroma vodni poganki so tisti, ki rastejo ponavadi iz hrbtov vej, so močni in nam v bistvu samo senčijo notranjost krošnje. Zato te odstranimo čisto pri osnovi. Takole. In zdaj sproščamo svetlobo v notranjost krošnje. Kakšen takle poganjek, ki je sicer relativno močen, lahko porabimo tudi za vzgojo za naprej, ga kar pripognemo takole pod star poganjek in ker je ta poganjek pripognen, bo hrana v njem zastajala in bomo naslednje leto dobili tukaj cvetne brste, ki bodo potem rodili. Ko iščemo cvetne brste, ponavadi so dostikrat pri hruškah na koncu takih krajših enoletnih pogankov. Tukaj vidimo na koncu 2 cvetna brsta, ta starodna, potem tukaj dol niže po povejci oziroma po poganku pa imamo vegetativne brste, iz katerih potem zrastejo ali novi poganki ali pa samo listi. In če bodo ti listi, potem bodo ti listi dajali hrano tem plodovom, ki bodo tukaj na koncu te vejce. Tudi ko režemo, potem v bistvu odrežemo oziroma odvedemo vejo na tak poganjek, ki ima tukaj pridelk. Ta se bo malo pripognil, ne bo senčil notranjosti krošnje. In pa za drugo leto bodo prav gotovo tukaj nastali novi cvetni brsti in bomo potem lahko šli zopet malo bolj proti nazaj. Še odrežemo potem tole vejco tako. Prej smo pripognili, bomo šli sedaj tukajle. Takole pripognemo. Tole izrežemo in smo tako to vejo tukaj rešili. Zdaj, če gremo naprej, ravno tako tale veja, tukajle imamo takšenle izrojen rodni les, to so rodne pogače, kjer so bili lansko leto plodovi in ker so ti dobivali hrano, vidimo, da na teh kratkih pogankih v bližini cvetnih brstov ni. Ta poganjek je bil pred leti pripognen, lepo vidimo tukaj, takrat nam je rodil, sedaj pa je že postal predolg, zato ga moramo odvesti na poganjek, ki je bliže deblu, takole, mogoče še to rodno pogačo počistimo, tako. Letos sicer nima rodnosti, vendar bo pognal kratke poganke v tem letu, kjer bodo prav gotovo cvetni brsti. Potem vidimo tukaj, da imamo na tem mestu preveč vej. To smo lani pripognili, smo dobili tudi nekaj cvetnih brstov in moramo potem seveda malo zadevo razrečiti, da krošnja ni pregosta. Takole. Odrežemo eno in še na tej strani. Tako. In se je krošnja lepo razrečila in bo lažje prišla svetloba v notranjost krošnje. Potem samo še tukajle pri brstu skrajšam ta poganjek, tega odvedem tukajle, ta navpični lahko izrežem, lahko pa ga pri hruški tudi takole malo proti nazaj pripognem. Tega pri jablani ne delamo, pri jablani gredo poganki vedno od debla, pri hruškah, posebno pri tistih, ki jih imamo na špalir, se pravi, da jih imamo na žico, tam lahko tudi kakšen poganjek levo-desno obrnemo,
zato da se nam bo nastavili cvetni brsti za naslednje leto. Vedno moramo razmišljati, kaj bi želeli imeti na drevesu naslednje leto. Kar je letos, korigiramo. V tem primeru pač, ker je malo cvetnih brstov, bomo malo manj rezali oziroma iskali cvetne brste. Če imamo pa cvetnih, tisto leto, ko imamo dosti cvetnih brstov, pa lahko seveda drevo malo močneje porežemo, ker s tem že opravimo prvo rečenje plodov. Še tole je že malo, tale je že malo dolga. Odrežemo takole, še tale, ki je premočna. Tako in smo v tem delu lepo sprostili zgoraj svetlobo v notranjost, tudi spodaj. Če gremo še to vejco, takole, vodni poganjek izrežem. Tale enoletnik, ki nam je pa na tem mestu zrastel, pa ga pripognem pod tegale, takole. In bom potem lahko čez leto ali pa dve, ko bo tale malo ojačal, izrezal tega ven. In tako nekako menjujemo in pomlajujemo krošnjo, da imamo vedno dovolj mladega lesa, ki ima seveda najboljšo rodnost. Sedaj, ko smo končali obrezovanje žlahtnega dela, pa vidimo, da je tukaj v spodnjem delu pognalo iz podlage. Tukaj se na temle mestu, to imamo zaščito pred glodavci, ki je bila potrebna na začetku. Zdaj tukaj lepo vidimo, do tukaj je divjak in od tukaj je žlahtna sorta. Pognalo nam je iz divjega dela, se pravi iz podlage. To moramo vedno do osnove odstraniti. Lahko to mesto tudi zamažemo s cepilno smolo, da ne bi prišlo do poškodb zaradi gnitja. Na tele mladi hruški vidimo lepo, kako smo ta poganjek pred 2 leti pripognili in je potem v tistem letu tukaj nastavilo cvetne brste in lansko leto so bili tukaj plodovi, to vidimo po teh rodnih pogačah, ker je bilo dosti pridelka, kakšne močnejše rasti ni bilo, razen en tale poganjek, ki ga bomo pa v letošnjem letu pripognili navzdol. Takole bomo potem z vrvico privezali. Tukaj pa v tem delu, tukaj imamo tudi eno lepo rodno pogačo, vendar je bilo na srečo dovolj hrane, da je tukaj lepo pognalo in imamo nekaj cvetnih brstov, zato bomo ta dva poganka, ki sta šibkejša s cvetnimi brsti, ohranili. Ta je premočen, ga odstranim in tudi tega le odstranim. Pa mogoče še kakšno to rodno pogačo počistimo. Takole, zdaj bomo pa vzeli vrvico. To je ne rabimo več. In samo takole privežemo. Tako, s tem smo dosegli, da bo v tem delu te veje v letošnjem letu hrana zastajala in se bodo nastavili novi cvetni brsti in naslednje leto vejo prikrajšamo na tem mestu in imamo zopet mlad rodni les čim bliže debla. Pri drevesu moramo urediti tudi vrh. Ponavadi obrazujemo, ko je nekje višina določena, ko dosežemo višino, da prirežemo na tako imenovano anteno. Enoletni poganjek, ki ga ne krajšamo, ta je že premočen v tem delu, ga izrežemo ven. Potem niže dol imamo še tegale, ki je, vidimo, da je predolg in premočen. Režem pa na tako imenovan način prstana, se pravi, da pri vrhu odrežem do osnove in puščam spodnje brste, ker iz teh potem poganjek raste bolj poševno, položno in zaradi tega potem tudi ni premočne rasti. Potem še mogoče kakšen takle poganjek prikrajšam, da ni predolg. Tukaj imamo cvetne brste, bomo odrezali tega in pa tega odvedemo navzven. Tukaj imamo celo nekaj cvetnih brstov, bomo imeli tle nekaj rodnosti pa nekaj tle. Malo se bo poganjek pripognil in bo ravno ta pravi na tem mestu. Ker bi radi tukaj le mogoče še malo obraščanja, zarežemo nad spečim brstom. Tudi tukaj le nižje. Na tem mestu imamo speči brst, se pravi takrat, ko smo to vejo
ta vršni poganjek, navpični poganjek prikrajševali, ni odgnal. Zdaj bi pa tukaj v bistvu rabili eno vejico, zato zarežemo nad spečim brstom. S tem smo naredili tole, če obrnemo žagico, preprečimo prehod hrane, ki gre navzgor po vodovodnem sistemu, se pravi po lesu, zato moramo zarezati tudi malo v les in bo potem močen pritisk hrane in rastnih hormonov na ta brst in je velika verjetnost, da bo ta poganjek odgnal. Podobno imamo tukaj le malo nižje tudi, še mogoče lepši, vendar še vedno speči brst. Vsako žagico samo enkrat potegnemo in to je dovolj. Tukaj nastane v bistvu taka zapora. Ko se bo drevo razvijalo naprej, ko bo raslo, se bo ta rana zarasla, vendar je velika verjetnost, da nam bo tale poganjek odgnal in tukaj bomo potem dobili na primernem mestu novo vejo. Tukaj smo zarezali nad spečim brstom. Tukaj pa imamo primer, ko smo to isto naredili pred 2 leti. Tukaj vidimo ostanek reza in kako nam je potem ta speči brst odgnal. Potem smo bili poganjek pripognili in imeli na njem rodnost. Tukaj imamo lep enoletni poganjek, ki je celo nastavil cvetne brste in ga bomo sedaj privezali takole navzdol, še tega, ravno v primeren prostor na drevesu raste takole. Tega spodnega še prikrajšamo do cvetnega brsta, tukaj se lepo vidi cvetni brst in takole skrajšamo, da ne bo premočne rasti. Verjetno nam bo pa tam tudi potem še kaj novega odgnalo. Tako, zdaj pa še samo nadaljujemo še ostali del. Takole, to smo uredili. Tlele še malo te rodne pogače počistimo in smo v tem zgornjem delu že končali. Ta poganjek smo pripognili tukaj. Takole, tlele imamo še nekaj tega, rodni brst je tlele. Tako in pa tole imamo tukaj do brsta. Podrežemo še, tale veja je že preveč položna, navzdol, predaleč nam seže. Odrežemo na bolj pokončno, ravno tako tukajle. Tole izrežem ven. Tukaj imamo nekaj rodnosti. Takole, tole smo uspeli zlomiti. Ven odpremo, tukaj le malo pokrajšamo in upamo, da nam bo tukaj iz spečega brsta pognala nova vejica. Če zdaj pogledamo drevo, zgoraj je ozko, spodaj gre rahlo v širino. Ta širina je odvisna seveda tudi od tega, koliko imamo prostora od drevesa do drevesa, da lahko hodimo vmes oziroma kosimo travo na manjšem vrtu. Pomembno pa je, da je krošnja, kot vidimo, dovolj zračna, dovolj redka, zato da so vsi listi, list pa je tovarna hrane na drevesu, dobro osvetljeni. Ker v zelo gosti krošnji, če je osvetlitev pod 30%, tisti listi so praktično paraziti na drevesu, ker ne pridelajo niti toliko hrane, kot jo sami rabijo in v tistem delu potem tudi nimamo novih nastavkov cvetnih brstov. So potem vedno samo na zunanjem delu. V primeru, ko je krošnja dovolj zračna, pa seveda svetlobe dovolj in imamo lahko razporejene cvetne brste tudi v notranjosti najdemo in potem je rodnost razporejena po celem drevesu. In pa pomembno je tudi to, če je krošnja dovolj zračna, ko je dalj časa mogoče vlažno vreme ali pa poleti zjutraj, ko je rosa, ko začne malo pihati veter, se krošnja hitro posuši in potem zaradi tega ni toliko nevarnosti, da bi se razvijale bolezni, ker se listi hitro posušijo. Tukaj imamo primer še mladega drevesa, kjer še višino vzgajamo. Tukaj nam je pognal vršni poganjek, ki ga moramo letos skrajšati, da bomo tukaj dobili novo rast. Pa tale poganjek moramo seveda pripogniti v vodoraven položaj. In pa tega tudi. Takole. Tole. Pa na spodnjo vejo.